Še kakšno vprašanje? Ja, Jana Buršič, Radio Slovenija. V ponedeljek bodo predsedniki koalicijskih strank nadaljevali razvojno klauzuro. Neki kratkoročni cilji so že določeni, obljubljeni so tudi že prvi predlogi zakonov. V kakšni smeri se bo nadaljevala razprava? Še eno vprašanje imam. Jaz sem danes ministerski zbor obvestil o odločitvah, ki smo jih že sprejeli in ki jih bomo. Sem zadovoljen glede procesa, ki ga vodimo. Januar je mesec, ko bomo v bistvu dosegli znotraj, to sem prepričan. Če ne bi bil, se ne bi lotil tega novega Sizifovega dela. O tem, hvala Bogu, ne bo referenduma. Se ne bi odločil za ta proces usklajevanja strokovnih in političnih vprašanj, ki so pred nami v naslednjih 2 letih. Jaz mislim, da bomo do konca januarja pripravili vse potrebno, in to je zdaj ključ za odgovor na vaše vprašanje, vse potrebno, da bomo lahko bržkone v februarju državnemu zboru predstavili program vlade do konca mandata in prosili državni zbor, da se o njem na nek način izreče, tako za pohvalami kot kritikami in tudi na sveti. Prav tako je sprejeta odločitev, da bomo dejansko fokusirali svojo pozornost na 4, največ 5 glavnih reform ali sprememb, kot želite. Povedal sem, kaj je cilj, konsolidacija javnih financ, ki zagotavlja višjo stopnjo gospodarske rasti ob višji stopni zaposlenosti, kar pomeni tudi na koncu socialno kohezivnost ob skrbi za utrjevanje institucij pravne države. Zdaj, mislim, da je to zelo pomembno, ministri se strinjajo in ministrice s tem načinom, da pride tudi v javnosti do enega vtisa, da ima vlada cilje in da ve, kaj počne, da ima tudi, bom rekel, soglasje glede tega. Tako da sem prepričan, da se bo to uredilo. Januar je ta mesec. Ampak ob vsem tem pa moramo upravljati vse druge tekoče.